Kar po teh lojtrah se bomo sedaj odpravili in raziskali to skrivnost. Obiskali smo. Lepo pozdravljeni. V tokratnem poletnem potepu vas popeljamo v najstarejši objekt v mladem mestu Nova Gorica. Nahajamo se na Kostanjevici oziroma na kapeli, kot radi rečejo domačini. Tukaj se nahaja frančiškanski samostan in cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji in veliko sakralne in kulturne dediščine, ki jo bomo spoznali v naslednjih minutah. Letos pa je posebno leto za Kostanjevico, kar 3 pomembne jubileje obeležujejo in kar pojdite z mano, da jih spoznamo. Pater Niko, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kar 3 pomembne jubileje praznujete letos, kateri so? Prva 1623, 400 let prve cerkvice, potem pa 70 let župnije, prva župnija v Gorici in 150 let od rojstva patra Aleksandra Vavpotiča, glasbenika. V sklopu letošnjega jubileja pa ste se razveselili kar obsežne donacije sakralnih likovnih del sodobnega opusa, kaj ne? Ja, to je bilo res eno doživetje. Mislili smo najprej, da bi imeli kolonijo tukaj, ampak smo se zaradi pomanjkanja stroškov odločili, da ustvarijo doma. Tik so se odzvali 10 umetnikov Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in pripravil je vsak 2 deli na temo križa. Ampak v smislu zmaga svetlobe, tako kot je že prvi del tutove donacije. In je dejansko to razmislek vsakega posameznika o križu, njegovo izkustvo, tako da je zelo zanimivo, ker je to 10 ljudi, ki razmišlja na svoj način o tej temi. Samostan se ponaša tudi z bogato knjižnico, v kateri hranijo tudi prvotiske oziroma inkunabule. In zadnja, ki je našla mesto na njihovih policah, je knjiga, ki je prav posebna. Njena zgodba se bere kot detektivka in najlepše pove skrbnica knjižnice Mirjam Brecelj, kar z mano. To je torej ta vaša zadnja pridobitev iz 15. stoletja. Kaj je tako posebnega na njej? To je v tej knjigi, v katerih je 5 knjig vezanih skupaj, je zadnja inkunabula. Tako da zaradi tega je ta knjiga tako zelo pomembna in tako zelo dragocena, čeprav je praktično za nas ta, ki je zadnja, seveda vrh vsega in bi morala biti po naših merilih na prvi strani. In kaj tako posebnega? Kakšna je njena vsebina pravzaprav? Ja, gre za astronomijo. To je astronomski priročnik, tako da to, kar lahko vidimo zdaj tukaj te barve, pa potem tudi, če jo prelistamo naprej, gledajte, tukaj recimo je že en tak primer, potem še lepše je tukaj lunine mene, ki so tako upodobljeno. In zakaj še ljudje tako radi obiščajo Kostanjevico? Kaj še lahko tukaj vidimo? Ja, v mesecu maju gotovo so tukaj vrtnice Burbonke, ki so vrtnice Eta kraljica rož. Burbonke so zelo posebne prav zaradi tega, ker izjemno dišijo. In seveda Kostanjevica po svetovnem merilu, z turističnega vidika, je zagotovo najbolj prepoznavna po grobnici Burbonov. No, tukaj je Karl X, on je na desni strani pokopan v grobnici skupaj s svojo družino. In zdaj si bomo tudi pogledali sarkofage. Ta je Karl X. To so začetnice njegovega imena. Gre pa za edinega francoskega kralja, ki ni pokopan v Franciji, kaj ne? Vseeno pa nekako leži na francoski zemlji. Kako? Ja, simbolično pa ja, zato ker res Karl X je edini iz dinastije Bourbonov, ki ni pokopan v baziliki Svetega Denisa. Zato Francozi tudi poznajo Kostanjevico pod imenom Mali Sveti Denis, ker je pokopan tukaj. In simbolično res spodaj v teh podstavkih je pes francoske zemlje. Zanimivosti, s katerimi se ponašajo na Kostanjevici, pa še zdaleč ni konec. Nahajamo se v cerkvi, kjer pravkar poteka restavriranje prezbiterija in prav tjale gor pod strop vas bomo sedaj popeljali. Kar po teh lojtrah se bomo sedaj odpravili in raziskali to skrivnost. Wow, to pa je res nekaj videti, tako blizu takim umetninam verjetno v življenju ne bom več. Nahajava se torej tik pod stropom prezbiterija. Kaj lahko torej tukaj vidimo?
Ja, torej tukaj vidimo predvsem te čudovite štukature z konca 17. stoletja, ki so zdaj delno že odkrite. Vidimo, da restauratorke pridno delajo in odkrivajo, odstranjujejo debele plasti beležev in predvsem tudi umazanije, ki so se v stoletjih nabrali nad prvotnimi plastmi. Vidimo, da so štukature zelo, zelo poškodovane. Ste pričakovali tolikšne poškodbe? Nekako smo pričakovali, da bodo poškodovane, vseeno pa ne toliko. In predtem se je že 6 let obnavljala cerkev in s tem bo nekako v celoti zaključena obnova, kaj ne? V bistvu se zdaj ta trenutni projekt posveča samo stropu prezbiterija, ker je že ta finančno in tudi izvedbeno zelo, zelo zahteven. Tako da potem, ko bo to končano, upam, da v prihodnjem letu, na to sledijo še stene prezbiterija, ki so prav tako polne štukatur in poslikav, tako da je dela kar še nekaj, na žalost. In upajmo, da se jim bo uresničila dolgoletna želja, da bi do leta 2025, ko bo Nova Gorica v partnerstvu z Gorico gostila Evropsko prestolnico kulture, vse skupaj zaključeno. S Kostanjevice pa se poslavljamo po tej novi poti, ki je nastala čisto pred kratkim, kaj ne, pater Niko? Ja, obnova stare prvotne poti na Kostanjevco iz Gorice. In smo veseli, da je občina to končno speljala po 16 letih, ko smo dali to zemljišče in ob sodelovanju tudi italijanske, goriške občine, pa Lions kluba z obeh strani meje. Samo še kapelce je treba do konca urediti in mislim, da se vidi, da je to bila prava poteza, ker veliko ljudi tukaj prihaja. Pater Niko, najlepša hvala za topel sprejem in za vse bogastvo, ki ste nam ga razkazali. Najlepša hvala. Z velikim veseljem in dobrodošli vsi vaši poslušalci in poslušalke. Bomo prenesli. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala, nasvidenje, srečno. Radio